Lep pozdrav vsem skupaj. Gremo zdaj prvič, ker še danes nisem vprašal, kako ste? Noro, super, mega fantastično. Odlično, tega še pa nisem slišal danes. Vsi v redu? Dekleta? Ja? Super. Super. Odlično, me veseli. Upam, no, da je sprejemljivo, da tole naredimo prek spleta. Jaz sicer osebno bi rad tole naredil v živo. Ampak takle bomo mogli biti čist super. Jaz sem se primerno oblekel. Nažalost nimam v zadnje primernega tokrat, ampak majčka je pa mislim, da ta prava. Jaz bi šel kar k nekemu prvemu vprašanju. Se mi zdi, da je eno tako in sicer za ustvarjalce oziroma avtorje tega fenomenalnega projekta, vsaj v mojem mnenju fenomenalnega. Kaj je bila glavna motivacija oziroma tista začetna ideja, da bi se ta projekt napisal? Kaj je neka tista iskrica, kaj je sprožil ta projekt? Pa mogoče, ne vem, če ima kjer poseben odgovor, ali moram jaz brati zdaj v tem primeru? Tu smo bile z Mašo, ne? Ja. Vodnice tega projekta. Najprej smo si zadali v bistvu, kaj je naš cilj, potem se je pa oblikovali, na kak način bi se mi najbolj približali mladim, bili najbolj koristni za mlade. Malo smo pogledali svoje ozadje, ko smo iskali zaposlitev, kaj je nama manjkalo takrat in smo pač to hoteli omogočiti mladim. Mogoče še Maša svoj vidik glede tega. Ja, prosim. Mislim, da je bilo tudi tako, da smo pogledali, kaj smo do zdaj že delali in kaj v bistvu nam je manjkalo. Oziroma, kaj smo mi mislili, da nam manjka tudi v našem programu. Ker smo pa eno leto prej smo izvedli en trening, ki je temeljil glih na tem opolnomočenju samega sebe. In smo nekako prišli do tega, hudič, to bilo pa dobro imeti, ne. In smo pa tako lepo razparcelirali prvi del, da pač temelji na spoznavanju samega sebe in pač temu opolnomočenju, da si tam, kjer si, kjer moraš biti, ne. Pol drugi del je pa bolj tako praktičen, pa se je nekako lepo poklopilo. Pa glih je bil, mislim, da Dončić je začel NBA špilati, tako da je bil pa MVP, je bil od začetka. Vsi smo mogli slovenske besede iskati, da smo ga... No, to je bilo pa dejansko moje naslednje vprašanje, glih ravno, zakaj je MVP, ne, most valued player, v bistvu, če kakršnakoli povezava s tem bila, tako da, super. Mladi v praksi, pa tudi lepo se sliši, pa lepo se vidi. Odlično, kako dolgo pa recimo traja, da se en tak projekt napiše? Mislim, od tiste prve ideje pa do, zdaj pa lahko začnemo izvajati. To se nekaj smejita, kaj? Mi z Mašo smo biti tako narejene, da zelo dobro funkcioniramo pa v finišu, ne? Okay. Dolg časa se pogovarjamo, dolg časa brainstormamo, potem pa samo na hitro spišemo. Zato, ker imamo že točno vse zastavljeno, točno vemo, kaj hočemo in potem še pride Maša še z idejami, ko že zadnji dan skoraj daš in dodaš še eno zadevo, ker je ključnega pomena, ne? Tako recimo koncerti za kot predstavitev projekta, to je prišlo res čisto v zadnjem momentu noter, kar se je pa izkazalo tudi za res dobro zadevo, žal jo pač malo bolj omejeno izvajamo zdaj v tem času. Nažalost, no, moramo ja tako. Ok, pa kako to ste uporabljali, kak je, ne vem, ko si rekel, da ste uporabljali najprej ideje oziroma brainstormali, kakor se je le dali, pa potem na koncu sfiniširali zdaj, a ste uporabljali kakve vizualne pripomočke, kakva velika tabla, ki je v pisarji, ko so se ideje gor pisale, kak je to potekalo, to komuniciranje oziroma beleženje idej? Kak ste to? Ker jaz si predstavljam, da pri nekem brainstormanju to letijo ena za drugo, ideja, ja, ne, mogoče, ja. Kje ste pol fiksirali te ideje? Mislim, da je bilo že tako, ko je Snežana rekla, pač veliko smo se pogovarjali, je pa tudi res odvisen od vsega posameznika, ne, moj miselni proces je predvsem sama sabo sedeti v prazno tablo. Jaz sem mogoče ne rabim imeti milijon stvari napisanih, ker jih imam v glavi, zato pa mogoče bolj tako dolgi pogovor s Snežano, ker imam pa problem to jasno povedati, kako sem si zamislila, kako stvar, ampak tukaj pa Snežana ful fajna, ker
treba zna postavljati zelo dobra vprašanja in izvleči pravo stvar ven. Tako da, kar se tega tiče, mislim, da smo se res prav fajn poklopile. Super. Razen če Snežana ne misli tako. Ne, se strinjam. Se strinjam. Res je tako, ne, da Maša je una varianta only sky is the limit, ne, in potem jo počasi spuščamo dol do tiste realno izvedljive zadeve. Ne. Kar se tiče kreative, je Maša srce tega projekta. No. Odlično, super. Kaj pa je bilo recimo najtežje pri tem projektu napisati? Kaj je tisti najtežji del v bistvu celotnega projekta bil, kar se tiče z strani avtorjev? Jaz mislim, da potem, ko smo prišli iz sestanka iz Celja, mislim, da je bil tisti najtežji del, vsaj za mene, zato ker, ko smo prišli predstavljati projekt, smo imeli vse že zamislen, pač fertik projekt. Pa smo pa tam pri vas skozi nek ful dolgi pogovor je bil, predvsem direktorji so se pogovarjali in je bilo še ful veliko enih stvari v zadnji, ker medve mogoče nismo tako veliko študirali in smo pa kar naenkrat, ko smo šli iz Celja, smo spremenili cilj, mislim, da je bil, ne, Snežana. Ja, Pač tisti cilj, okrog katerega smo mi gradili projekt, ni bil več cilj. Smo ga na tistem sestanku spremenili. Okay. In za mene je bil mogoče ta najtežji del. Kako je potem to vplivalo na nadaljnje izvajanje projekta, ko ste spremenili cilj? Na kak način je to vplivalo, zakaj je bilo to tako težko? Kar se tiče kreative, je to kar taka ubijalska zadeva. Ne? Kar se tiče same administracije, se malo prilagodiš, malo spremeniš. Ne? Tako da to, recimo, ta zadeva je veliko bolj vplivala na Mašin del. Ne? Ker, se veš, ko si umetnik zastavi neko zadevo, kako bo tekla in potem mu nekdo spremeni njegovo pot, ni več tiste sile noter, ne? Potem je bilo spet treba najti to pravo razmerje. Okay, pa je bil kdaj kak trenutek, ko je šlo pa po mislih mogoče tole ne bo šlo čez, ali pa tole bomo pa mogoče da spremenimo boljše, ali pa kakorkoli, da bi projekt odpovedali. Je šlo kdaj to čez misli? Ne, pri nas je bilo vedno malo mi to, ko mi čakamo, da gremo v to. To je to, odlično. Sem nekako pozelo na ta odgovor, ja. Odlično, super. Zdaj me pa zanima, seveda vi ste pri vam izvajali, mi pri nas, a je bila kakšna taka zadeva, ki ni šla ravno najbolj po planu pri samem izvajanju, ki ste jo potem mogoče zimprovizirali ali pa kakorkoli spremenili, da je zdaj bila ne samo speljana, pa mogoče še celo bolje speljana. Pa še improvizacijske veščine me zanimajo zdaj. Ja, najbolj nas je omejila pač te ukrepi zaradi korone. En del usposabljanja mogli biti izvedenih online. Zdaj, naši udeleženci so imeli to srečo, da so lahko celotno usposabljanje doživeli v živo. V Celju ste kar velik del tudi mogli online, pa v Črnomlju tudi ne. To nas je kar dosti omejil. Drugače, da bi se pa nam kaj druga, nas je pa v bistvu sam presenečal, ker je šlo vedno v pozitivno. Lepa. Super, spravi uspešno izvajanje, ne? Ja, sami udeleženci so nas navdušili. Okay. Aleluja, glih sem hotela reči, da v bistvu smo jim najbolj zatrknili s tem, ker smo bili super udeleženci. Okay, super. To je res. Že za ono prvo vajo, ko imamo dajmo se spoznavati, eno igro smo z Barbaro mislili, to traja 45 minut. Oni ne vem, če so 10 minut delali, ker so bili tako, od tistega prvega dneva so bili kot neka ekipa, ko so bili že ful dolg skupaj in so bili prav brezvezni in smo mogli ono iz žepa potegniti, ne vem koliko drugih stvari, tako da, kar je v bistvu po eni strani ful dobro, ne tako za onega, ki izvaja delavnice, kot verjetno za ekipo, ko na začetku že poštudira, koliko se dobro štekajo, pa koliko dobro funkcionirajo skupno. Tako da brezvezni so bili. Super, odlično. Zdaj bi šel pa mogoče malo še na
udeleženca, zdaj me pa zanima tudi vaše izkušnje z vašega vidika, kako je pa to zdaj za vas izpadlo. Zdaj dekleta imajo seveda prednost, če se strinjate vsi. Tega mogoče, Anja, a bi ti mogoče povedala tvojo izkušnjo? Ja, moja izkušnja je bila taka, da v bistvu jaz nikoli iskreno povedano nisem bila glih za take delavnice, zmer sem se tega izogibala nekako, ne. Pol sem pa pač prišla na en razgovor v Mladinski center v Krško, kjer je bil pogoj, da se udeležimo MVP usposabljanja in seveda kot vzoren, ne, kandidat na razgovoru rečeš seveda ja. In sem si mislila, dobro, bom pač delala ta 2 meseca usposabljanja, se verjetno ni nič kaj takega. Bolj sem si predstavljala, da bojo to neke, ne, tako zveni, pripravljaš ljudi na to, da bojo iskali zaposlitev. In jaz sem si ful predstavljala, ful birokracije, kako to poteka, zavod, levo, tretji, desno, skratka. Seveda temu ni bilo tako, ne. V bistvu mislim, da je to do danes verjetno ena mojih najlepših izkušenj, v določenih primerih tudi najtežja. V določenih primerih pa tudi zelo najbolj zabavna. Tako da, ja, no, nekako to. Ja, zdaj me definitivno zanima, kaj je bil zdaj ta najtežji del, ne. Bom šel pa na zabavnega, tako da, kaj je bilo najtežje recimo za tebe? Če ni seveda preveč osebno za to. Ne, nimam težave. Najtežji del je bil v resnici verjetno za mene NLP, vseeno, čeprav rada delim stvari pa tako naprej. Ampak ja, NLP je bil v bistvu najtežji del. Glih tukaj pred sabo imam vprašanja za analiziranje sedanjega stanja. In ker pač smo bili že toliko noter v tistem času, če bi bil to prvi dan, bi se verjetno lagala na tem vprašalniku pa do drugih, ampak tako, ker smo bili pa že toliko noter, sem glih kar ugotavljala, koliko iskreni so moji odgovori, preden smo zdaj začeli s tem podcastom. In ja, mislim, definitivno je bil to mogoče najtežji del priznati si, kje si pa kje nisi pa. Je pa res, da je to zelo koristno pol za prepoznavanje nekih ciljev, ja. Ampak predvsem ta del je bil boleč, kje nisi mogoče, kje nisi. To. Super. Kaj pa je bil recimo najbolj zabaven del ti pol? Če smo šli zdaj nekako na najtežjega, kje si se pa najbolj še zabavala? V bistvu ful mi je bilo lepo, ko smo šli snemati predstavitveni video. Pa seveda sem se pol mogoče najbolj zabavala v zadnjem delu, ker je pač ta praktični nekak preizkus, ker sem dobila seveda najboljšo mentorico na celem svetu, ne. Mislim, to moram pač povedati, ne. Itak. In v bistvu sem se ful zabavala, ker sem pol nekako naredila v bistvu delavnico smeha pol zdravja. Tako da tisto mi je bilo nekako najbolj carsko, najbolj dobro in prakticiram če danes. Takrat, ko vtegnem, pa takrat pa lahko, ne. Odlično. Ampak ja, to. Kaj se bo še takih podobnih zadev še kdaj udeležila, kaj v tem smislu? Ja, pol sem začela v naslednjih 3 mesecih malo obsedeno iskati usposabljanja in razno izobraževanja. Tako da so me kar obsedla, ja. Ne, to moram pa tudi reči. Tudi jaz sem najprej bil v predstavi zelo birokratsko sestavljen projekt, ampak ko sem enkrat stopil noter, pa ko smo mi smo imeli zelo podobno izkušnjo, smo se tudi skonektali takoj z vsemi udeleženci, zadeva je bila zelo sproščena od prvega dneva, no, in tudi nepozabno, no. In tudi iščem še naprej ostale izobraževanja in projekte. Odlično, me zelo veseli, da ti je bilo kul. Kaj bi mogoče rekla, kaj si največ odnesla od projekta? Kaj je tisto stvar, kot je najbolj v glavi ostala, recimo? Ljudi pa ena komunikacija z njimi, drugačna. To predvsem. To je lepo slišati, da je iz ozadja v bistvu nekaj, ko je še ta močna vez, da je prišla iz projekta ven, pa da to potem odneseš. Definitivno, ja. Mislim, to ja, ljudje pa komunikacija. Mislim, imam veliko lepih spominov, no, ampak mislim, da jih je preveč, da bi zdaj vse počerala. Definitivno je eden od najbolj cute spominov, mi je bila pa kolebenca, ker smo skakali čez kolebenco, da se ne spomnim več pravil, sam vem, da smo ful hitro spet obavili to nalogo,
in da sem se vrgla po tleh. In to je bilo to. Najlepši spomin, ja. Eden od, no. Odlično, zelo vesel, da imamo lepe spomine. Zdaj pa mogoče še Matej, tebe malo vprašal, kak je pa za tebe kaj bilo? Pa recimo nekako naprej osnovno, kak se ti je preko celote zdel, pa bomo šla po istih stopnicah, kakor za njo, kaj ti je bilo najtežje, kje si se najbolj zabaval, tako da izvoli. Ja, hvala za besedo. Meni je bilo v bistvu všeč, da sem v bistvu bil v družbi dobrih ljudi, ki so pomagali, tudi če kaj nisi vedel, nisi znal, so pomagali, priskočili na pomoč. Si se z njimi pogovarjal in to je bilo res zelo dobro. To je v bistvu velika priložnost za mlade, da se preko udeležbe na delavnicah, seminarjih pač spoznajo samega sebe, svoje prednosti, v čem so dobri, spoznajo tudi globlje svojo osebnost in v bistvu v čem so potem zaposljivi na trgu. Tako da vsak v bistvu preko teh delavnic pogleda v sebe in se preko druženja tudi izmenjujejo izkušnje, znanje, tako da to je tisto glavno, no. Ker je zelo težko na trgu dobiti delo, vsaj iz teh, ko smo, recimo jaz sem geograf, ne, visoka izobrazba pa je težko dobiti zaposlitev, tako da v tem smislu je zelo dobrodošle so te delavnice in je tudi potem bila zagotovilo, no, skoraj, da bo zaposlitev tudi po tem projektu še dosežena, tako da jaz sem zadovoljen pol bil, ker so tudi dobil zaposlitev. Odlično. Kaj ti je bila pa recimo najtežja stvar na projektu, kaj ti je povzročalo največ težav? Ja, najbolj sem bil sramežljiv za predstavitveni video, ne. Drugače pa druge delavnice so pa dobro potekale, ja, v sproščenem vzdušju. Tako najbolj tisti video sem najbolj imel zadržke najprej, ampak je dobro uspel. Kaj pa je bilo pri videu, recimo, ko te je, oziroma ko si mislil, da ne bi bilo v redu ali pa kakorkoli, oziroma zakaj ti je bilo to težko pri videu? Ja, najprej smo imeli nalogo, da smo se sami posneli, sami smo prinesli predmete od globusa, recimo jaz sem vzel globus Zemlje pa atlas sveta in sem v bistvu preko tega in diplomo in sem preko tega povedal, kak je moja življenjska pot potekala od študija pa do iskanja dela glede geografije. In to je bilo v bistvu potem tudi treba prek kamere povedati. Tako da tisti del je potem težji, ne, ko moraš vse na pamet povedati, ampak minuta ni veliko, tako da je šlo. Je šlo hitro. Kje si se pa recimo najbolj zabaval, kaj ti je bilo najbolj kul? Pa te delavnice, igre vmes, energizerji, to je bilo najbolj zabavno. Ja, jaz se to vedno uživam v teh energizerjih, tak, ne vem zakaj, pa čeprav so mogoče malo otroči nekateri, res tista osnovna otročja igrica, ampak jaz se zaženem, kot da gre za medaljo, res vedno pri vsaki. Odlično, se praviš, da si se imel lepo, da si dobil kaj iz projekta, kaj se ti zdi, da je bila tista stvar, ko si je največ potegnil od projekta? Recimo, vidim, da si mogoče malo bolj sproščen, ti je pomagalo to vzdušje na projektu, da si se lažje sprostil, kaj je bilo tisto, da si... Ja, sigurno. Sigurno, z udeleženci smo se dobro ujeli, tako da nas je bilo samo 9, to je malo število in vsak je prišel do besede, vsak je lahko izrazil svoje mnenje. In tudi udeleženci so imeli priložnost potem tudi sami povedati kaj ali pa razložiti iz svojega vidika. In to je v bistvu dodana vrednost potem, ker se na ta način izmenjujejo izkušnje pa dodatna znanja. Ok, odlično. Super, hvala lepa. Zdaj, nažalost,
prosim. Jaz nimam plačenega tega Zooma, tako da nas bo odrezal kmalu, ne morem več kot 40 minut imeti, to mi je res žal. Tako da, prvo vprašanje, oziroma še eno vprašanje, a bodo takšni projekti še v prihodnosti? Pride še 3., 4., 5. sklop, lahko pričakujemo, to mogoče bo za avtorja, Snežana. To bi bila zelo velika naša želja, če bi še bilo možno to naprej izvajati. Zdaj smo vezani na projekt, ki traja do 15. septembra 2021. Po preteku projekta si vsekakor želimo, da bi te delavnice ostale žive v naših mladinskih centrih. Vkolikor bo možen kak razpis, bomo prijavljali tudi vnaprej. Drugače bomo pa mogoče izvajali v sklopu našega programa. Bomo videli. Se pravi, želja je ja, če sem prav razumel. Tako. Upanje, ja, upanje. Super. Jaz bi kar odkrito povedal, jaz bi kar še enkrat šel na isto zadevo. Sem vesel, da lahko zdaj pa mogoče iz druge perspektive še gledal zdaj projekt, sem mičkim pomagam pri nam za drugi del. Zdaj pa zelo čudno vprašanje, ampak me ful zanima vaše osebno mnenje. Mi smo vedno neko, še posebej v sklopu projekta smo pogledali v sebe, smo probali čim bolj neko objektivno, če se je le da sebe oceniti, kje smo, kam gremo in podobno. In bom zdaj dal eno tako vprašanje, to smo v bistvu izhajali, ko smo se z enim prijateljem doskrat pogovarjali in smo si postavili to vprašanje. Če bi mogel oceniti projekt od 1 do 10, seveda govorimo, da 1 je popolnoma brezvezen projekt in 10 je najboljši, najjačji projekt, nemogoče je narediti boljšega. Koliko bi ocenili? To je mogoče res tako malo provokativno vprašanje, vem, ampak zanima me. Tako je, ne? Če ne bi bili omejeni na kazalnike, ki jih moramo izpolnjevati v sklopu projekta, jaz mislim, da bi lahko bili še boljši. Ok. To je zelo politično bilo povedano, jaz sem zdaj številke tle vam prebral. 9, 8,5 pa 9, tam nekje, pa če damo ukrepe stran smo... Sam projekt je 100, ne? Ampak vedno so še možnosti za izboljšavo. Ok, super. Od vsakega bi zdaj imel, prosim, nek komentarček, tudi jaz imam številko, ki jo želim povedati. Maša mogoče? Ali pa Tanja, ok? Ja, jaz bi tudi rekla, da tale naš MVP je ena super zadeva in fajn izkušnja. Tudi me Snežano, ko smo sicer bolj ta tehnični del pokrivali, smo se večkrat želeli kar vklopiti noter v tele skupince vaše, ki so bile taka dobra energija, je bila noter, da smo kar prišli se malo napajati zmeri. Tako da zmeri pa je še možnost, no, da se malo izboljša kaj, no, tako da jaz bi dala eno 9,5. Ok. Predvsem zato, ker bi radi več mladih vključili v to izobraževanje, da bi jih bilo več deležnih tega. Tako. Ok. Super. Aša, mogoče tvoja številka? Mislim, da se glede razlogov strinjam kar z Tanjo pa Snežano, samo s tem, da jaz ne bom tako politična. Ful ne maram te segregacije ljudi, koga lahko vključimo in zakaj morajo biti ljudje vključeni samo zato, da dosegamo te trapaste kazalnike. Menim, da bi si projekt zaslužil 10, če in ko bodo enkrat lahko vključeni čisto vsi mladi, pa tudi že ta mladi mi dela probleme od 15. do 29. leta, tako da bom dala eno 7, zaradi tega, ker si želim, da bi v ta projekt bili vključeni vsi. Ok, super. Tam pa Ani naprej besedo. Ja. Jaz bom najprej začela z eno tako željo v idealnem svetu, rajskem svetu, ne? In v idealnem rajskem svetu bi se najprej strinjala s tem, da pač se vzame kogarkoli, res kogarkoli,
Mislim, mene bi recimo zanimalo videti tudi, kako se obnaša nekdo, ki je penzionist, mislim, kako deluje v tem in pač si želi biti drugače ali pa na novo, ali pa ne vem, sam zaradi izkušnje, to je ena zadeva. Druga zadeva, ki bi jo rada poudarila, pa je, da bi bilo ful dober, ampak to je res v idealnem svetu, ker vem tudi, da si večina ljudi ne bo mogla navzeti cajta pa tako dalje. Ampak če bi to trajalo vsaj še enkrat dlje, vsaj še enkrat dlje, da bi bila po 2 tedna ali pa po 3 ali pa mogoče celo v najbolj idealnem svetu, po cel mesec nečesam, in da bi bil to res nek tak daljši proces. No. Jaz sem res ful uživala, ful sem uživala, tako da to bi bilo, bi pa dala oceno 9 zaradi piščanca Snežana. Mene zdaj zanima ta piščanc. Nekaj Snežana razloži. Zumi bo vam vrgli. Pardon. Vsak dan smo jedli piščanca. Okej. Seveda vem, da Bravo, ne ne? imeli niti te sreče, ampak ja. Kaj je Snežana? Pravim, da adijo, ker me bo Zoom ven vrgel. Ne, se ne boš, še imam 2-3 minutke, ampak. Okay. Zato, ker smo skrbno poskrbeli vedno za naše udeležence, da so dobivali malico, smo jim prinesli solato in pa pohančke, zato da so imeli, da so bili okrepčani za nadaljne delo. To je pa zelo lepo. In ona se buni. Mislim, da jaz vedno je nekdo, ki se buni. Vedno se bo nekdo našel. Ja, jaz sem ponavadi ta, pa imaš. Hvala za to. Matej, tebe bom prosil za eno oceno od 1 do 10. Kak bi pa ti ocenil? Pa jaz bi rekel čista 10, ker ali pa mogoče, no, da ta 10 še malo šepa, ampak 10 je, ker je bil res dober projekt in res smo uživali in se veliko naučili novega in to je tisto glavno, kar potem vodi tudi naprej projekt, da se še zažene, da še enkrat in da se tudi dopolnjuje določene pomanjkljivosti. Pohvale vsem predavateljem oziroma tistim, ki so vodili delavnice in to je tisti neprecenljiv del. No. Človeški stik pa pogovor, izmenjave izkušenj, to je največ. Fenomenalno. Odlično. Zato tudi 10. Super. No, pa da še na koncu povem, pa recimo moje izkušnje iz celjskega seva. Rečem 9 in zgolj z razlogom, da, tako kot je rekla Anja, jaz bi to podvojil časovno. Meni je bilo tako, jaz sem tako užival, da ni noben problem, ne bi tole 2krat le delati. Pa da nažalost so nas ukrepi so nam malo spremenili delovanje. Vse ostalo, jaz z nasmeškom na obrazu zjutraj, zvečer zaspal z nasmeškom, fenomenalno uživo. In tudi tile podcasti vse izhajajo iz MVP projekta, tako da, kjer moram reči, da ne bi niti približno poštudiral, da bi se to spravil delati, če ne bi bilo zaradi projekta. Ok, hvala lepa vsem še enkrat za vaš čas. Hvala tudi te. Z veseljem. Upam, da se kmalu vidimo v živo, pa še izmenjamo si še kakšne izkušnje v tem drugem sklopu. Lep dan vsem skupaj. En prijeten pozdrav iz Italije. Ciao. 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 Dio.